Avstriji, ki je v svojih 5 nastopih osvojila 2 kolajne. Mislim, da za uvod en velik aplavz za Anjo. Nahajamo se prostori našega generalnega pokrovitelja, Zavarovalnice Triglav, v imenu katere pa nas bo pozdravljeno govoril gospod Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje. Gospod Pušnik, beseda je vaša. Najlepša hvala. Lepo pozdravljeni v naših prostorih tu na Triglavu. Vesel sem, da ste se pozvali takemu številu in prišli pozdraviti gospe Anje Drev. Anja, iskreno čestitke za odlično tekmovanje v Avstriji. Na Triglavu bomo še naprej skrbeli, da naši športniki uspešni, nam pomagali, da iskrena čestitka tudi vaši ekipi in je tako naprej. Hvala za tole. Prav je, da besedo vodoma dobi naša junakinja Anja. Anja, še enkrat iskrene čestitke. Kako je bilo v Avstriji? Kako je bilo nastopati v mednarodni konkurenci in kako ti je vse to uspelo? Ja, moram reči, da je tekmovanje zelo zanimivo. Potekalo je en teden, tam je v bistvu so 2 tekme, en dan smo imeli v Mistraj, za kak trening. Kaj rečem, konkurenca je bila kljub temu, da nas je bolj v manjem številu kot na teh na splošnih svetovnih prvenstvu, ko je veliko čeških na nas, ampak je bila precej težka konkurenca, saj tudi ti prvi 2, da je najboljši v drugi. Tu je tudi, da je v tem svetovnem pokalu med češkimi, tako da se moramo kar precej potruditi, da se prišlo do kakšnih medalj. Kako so potekale priprave na to svetovno prvenstvo? Kako si trenirala? Kje si trenirala? Ja, v bistvu, da vsako tekmovanje v bistvu traja celo leto, poleti kondicija, potem pa smučanje. Da, to ni v bistvu lepo malo vreme. V Anjini ekipi velja omeniti na prvem mestu trenerja Draga Dreva, ki danes že odsoten. Tukaj je tudi gospod Rok Tomožič, ki je bil pomočnik, oziroma več pomočnik gospoda Dreva, ter serviser Ivan Drev. Pa mogoče začetek, Rok, kakšna je vloga trenerja, pomočnika na vsakem prvenstvu, kaj ste počeli, kaj ste delali, da ste dekle pripeljali tako visoko? Kaj smo počeli? Ja, v prvi vrsti je bilo treba Anjo umiriti, motivirati, malo sprostiti glavo in pa predvsem jo malo makniti od vsega, da je ona lahko mirno razmišljala na tekmo in na samo pripravo, v bistvu na tekmo in potem na tekmi na samo vožnjo. Moje delo in Dragovo delo je bilo, da sva zagotovila ogrevalne proge, treninge, termine, kdaj bomo trenirali, pač vso logistiko in pa za njo sva vmes tudi malo smučala na prosto, delala na tehniki, zadnje finese, v glavnem te malenkosti, ki potem sestavijo smučarja, da je zmožen priti na najvišje mesto oziroma dobiti zadnje. Ritem je bil oster, 5 tekem v tednu dni. Ja, je bilo kar napeto, zadnje dni so se že kar čutile noge in utrujenost, ampak smo ustrajali, Anja je zdržala, super je bila pripravljena, vsi smo bili motivirani, tako da ni bilo nekega večjega problema, smo stisnili zobe. Strokovnega stališča, kje so še rezerve? Rezerve so predvsem v tehniki smučanja in pa v sami organizaciji treningov. Moramo vedeti, da tekmovalke, s katerimi se Anja bori za medalje, imajo dosti boljše, da temu rečem, pogoje. V glavnem, v bistvu organizacija je dosti bolj usmerjena na njih. Mi pa kot mala država, kot pri vseh športih improviziramo, se borimo in vedno nam nekaj uspe, da imamo svojo kvaliteto, drugače pa je še rezerve v tehniki, v samih treningih, vedno je rezerva na vzgor. Hvala, da nas sledi. Znamo tudi gospod Ivan Drev, ki ste tudi kot serviser, dejansko pa z Anjino mamo Sonjo, tisti, ki stoji za tem projektom. Gospod Drev, skrbeli ste za smuči? Ja, to je prvenstveno moja naloga, drugače z nekaj pa seveda tudi že na tem, da je praktično vse menedžerje spremlja od vsakega treninga do drugega treninga, šolska obveznost, Jane, tudi maturantka,
tako kot je Rok povedal, res tole svetovno prvenstvo glukih, mislim, da se res posledno maksimalno, kar se je dalo. Ob seveda razpoložljivih sredstvih, ki smo razpolagali tudi treningi, ki so bili upravljeni, tekmovalki pred njo, Rusine Čehinja, praktično tekmuje za svetovne pokalo, tudi ostale tekmovalke imajo tudi 70-40% več treningov kot Ane, tako da je to res odličen rezultat. Pohvalil bi tukaj res celotno ekipo, seveda Anjo in pa Roke Gradovka, ki so dejansko ta teden držali Anjo motivirani, jo držali pri zdravju, moramo reči, da šel vmes tudi kar hud padec doživela, tako da še bilo potrebno tudi malo željenja fizioterapije, tako da spod držala in lahko reči, da se pohvali. Seveda jaz kot serviserska sem pa tudi, da sem tudi naredil, kar se pač da. Očito smo mi odlični nekaj zim. Ja, pa super, še naprej tako uspešno. Hvala. Z nami tudi gospod Damir Mlaze, predsednik Zveze športnih virov Slovenije, Paraolimpijske komisije, pokazal še ena prijetna drobnost in slovensko. Ja, hvala lepa, še en pozdrav v imenu Zveze športnih virov Slovenije, Paraolimpijskega komisija, pozdravljam tudi predstavnike našega generalnega sponzorja, gospoda Luka Pušnika in seveda čestitke Ani in ekipi, ki so ponovno razveselile šport invalidov v Sloveniji. Predvsem pa je to neka smernica pot, v kateri ne bi v nadaljevanju stopali mladi invalidi, ker za nas je pomembno, da je nekako pride v zavest, da je šport nekako most specializacije invalidov v družbo. Seveda, letos se nam bo zgodilo kar nekaj dogodkov, ki jih bojo nekako zaznamovali športniki gluhih. V poletnem času imamo olimpijske igre gluhih, ki tudi nekako so ustvarjajo na šport. Predvsem pa Anja je že v preteklosti pokazala, da je zelo dobra smučarka, športnica in da cela družina se posveča uspehom Ani. Seveda bi želeli mi kot krovna organizacija šport invalidov te projekte podpirati še močneje, vendar skupaj z Zavarovalnico Triglav in Lido Slovenijo smo ustvarili pogoje, ki nekako narekujejo boljši tempo prihodnosti, mi se tega veselimo in projekti, ki bojo v nadaljevanju sledili, bojo projekti vključevanja mladih invalidov in šport. In to mislim, da je bistvo vsega, da mlade premaknemo iz teh socialnih medijev in jih vključimo v ta nov spet zdravega življenja in kot je šport. Hvala. Hvala za tole. Z nami pa tudi gospod Robert Šlajfak, predsednik Športne zveze Republike Slovenije in sekretar zveze gospod Tone Petič. Uvodoma beseda gospodu Šlajfaku. Sabina Marina in pa sama takrat osvojila prvo medaljo za Slovenko.
država Slovenije osvojili 30 medalj. Olimpijskih iger, svetovnih prvenstev in pa evropskih prvenstev. In v imenu Športne zveze Slovenije se zahvaljujem Ani Drev za njene uspešne dosežke in pa seveda, da prenesa naše ime države Republike Slovenije v svet. In pa da Slovenija ostaja še vedno svetovna velesila v alpskem smučanju. Hvala. Anja, hvala. Hvala, gospod Petrič. Hvala. Naši govorci so povedali svoje, na voljo tudi za vprašanja. Evo, pa Grošelj. Tina Grošelj, za Četrtno tišine televizije Slovenija. Najprej me zanima, prosim za gospoda Lazarjevo vprašanje, in sicer me zanima, kakšna je finančna vrednost takšne medalje v naši državi, torej ima šport invalidov in pa športniki, pa če druga športnica enako, vrednost njena so ena medalja, pa sicer smučari svetovno prvenstvo za izbravnosti medalje, koliko sta vredni? Ja, hvala lepa za vprašanje. Jaz sem to prav zadovoljstvom v bistvu povem, da kot verjetno veste, je pred vrati sprejem novega zakona o športu. Zdaj v bistvu je v vladni proceduri, nekako pričakuje se, da bo sprejet na majski redni seji vlade. Pred kratkim, mislim, da prejšnji petek je bila še v bistvu nekako neka javna diskusija z gospod ministrico, ki smo nekako še zadnje niti tega zakona, veliko pa ne popravljali, ampak nekako predebatirali, kakšno je nekako javno mnenje, kar se tiče zakona. Moram z veseljem povedati, da ima zakon veliko podporo in da je tudi v bistvu strani Olimpijskega komiteja Slovenije ni bistvenih zadržkov na ta zakon, zato nekako se pričakuje, da bo sprejet na majski seji vlade. Pomembnost tega zakona je pa v tem, da bistveno, kot smo rekel še enkrat, bistveno spremenil status in položaj tako naše organizacije kot športnikov invalidov. In to je v bistvu, jaz isto štejem, glede na to, da je to v bistvu moj mandat gre nekako v kraju, kot sami veste, 124. volitve, štejem to kot največji uspeh v bistvu naše, v bistvu mojega predsedovanja, ker se tukaj v bistvu statusi tako športnikov invalidov paraolimpijskih iger kot olimpijskih iger drugih značujejo za športnike in invalidi. Tako da od sprejemu novega zakona bo je te stvari čisto poenotne. Tako da več ne bo tema, ali pa v bistvu ne bo več bil deležen takšnih vprašanj. Torej, to je prihodnost, kaj pa sedaj, to je svetovno prvenstvo, to pomeni pač, da je zveza zdaj zagotavljala sredstva, oziroma ste bistveno odvisni od sponzorjev, kako je? Ja, mi v bistvu za športne dosežke nimamo še v bistvu nagrad, pa nismo bili jih nekako še uspeli pridobiti. Mislim, da to v bistvu tudi ni splošna praksa za svetovna in evropska prvenstva, gre za takrat za olimpijske in paraolimpijske igre, tako da ta praksa splošna ni, športniki ne invalidi. Je pa dejstvo, da mi s pomočjo naših sponzorjev, tokrat, če govorimo v našem glavnem sponzorju Zavarovalnici Triglav, pogodbeno vsoto ali pa v bistvu v sponzorski finančni delež vključimo v program športov invalidov. Tako da ne delimo na paraolimpijske igre ali pa športnike, ne na gluhe športnike, športe gluhih, niti ne na neolimpijske športe. To bi v bistvu celoten finančni delež naše zveze. Tokrat veste, da imamo olimpijske igre gluhih sredi poletja, tako da letos bo v bistvu ta finančni delež v večji meri namenjen prav temu olimpijskem igram. Lahko še za Anjo, ko sam mikrofon se bom zastavila. Me pa zanima, pred tabo je matura, celo leto treningov, menila si, poleti si začela, ti delaš po izpitih, ali kako poteka ta vrhunski šport skupaj z šolo? Ja, v bistvu,
glede na to, da verjetno vstajaš na fakulteto, me zanima prihodnost, boš še tekmovala, kakšni so cilji, želje? To je pač precej v igri, zelo želim na veterinarstvo, fakulteto, tako da to je precej težka šola in bomo še videli, kako bom lahko usklajevala. Se pravi, si želim, da bi še trenirala lahko, ampak bomo videli, kako bo prvo šolo naredim. Če se ne motim, treniraš v smučarskem klubu Branik, si zadovoljna s pogoji treninga? V bistvu sem se prijavila, pač sem še članica smučarskega kluba Bonderja, ampak tam nimam več trenerja, sem se priključila tako s Deljavom. Zdaj pa tudi tam nimajo trenerja več, tako da sem se 3 leta v bistvu mogla predstaviti v Maribor in se njim priključila. Zdaj pa, če sem se naprej trenirala, sem pa končno tja stavila. Zdaj je ker problem s trenerji in klubi. Za tekmovalko pomeni to kar problem, če se verjetno trenerji menjajo. Ja, ne veš pač, da je v redu trenera ali imajo različne plane dela, ki ga je treba kar se prilagajati. Še zanima me komentar, če lahko prosim poveste malo več o slalomu pa veleslalomu, o krogli zahtevnosti, konkurenci, več nekaj komentirate, no? Ja, veleslalom je zelo specifična disciplina, v bistvu najbolj kompleksna od vseh disciplin. Veleslalom je osnova vsega smučanja. Zato, ker kot hitraši, v bistvu tisti, ki tekmujejo samo hitre discipline in tisti, ki samo tekmujejo samo tehnične discipline, vsi pridejo skupaj v veleslalom. Zahtevnost proge, same postavitve slaloma kot veleslaloma niso bile pretirane zahtevne, bila je pa kar zahtevna podlaga, ker je bilo že kar dosti toplo in jutri je še nekako šlo, pa se je že prebilo in je bilo zelo težka podlaga. Konkurenca je pa, kot je Žanja prej povedala, res, da je udeležba manj številčna kot na normalnih svetovnih prvenstvih višečih, ampak dobiti medaljo je pa kar težko, ali pa biti med prvih 5, ker 5, 6, 7 punc je resno to stvar vzeli vsi in kot je že rekla, nekatere punce tekmuje tudi v evropskih pokalih, recimo Čehinja je letos tudi v St. Moritzu na svetovnem prvenstvu višečih nastopla, tako da biti med prvih 5 je, moraš že kar dosti pokazati. Tako da, tudi če je manj številčna udeležba, ne smemo moramo ločiti, da moraš biti kvalitetni smučar, da dobiš medalje, moraš znati, moraš trenirati, moraš se odrekati, to, kar Anja se dela in kot sem že prej rekel, bom še enkrat ponovil, glede na pogoje, ki jih ima, je odlična smučarka in tam čestita. Pri slalomu je čist malo zmanjkalo, tudi pri veleslalomu, ampak to je šport. Na tvoji strani stotinke, enkrat pa proti tebi. Bi pa lahko rekel, da je specialistka za hitre discipline, za tehnične pa obstaja potencial v prihodnje, znaš? Ja, definitivno specialistka za hitre discipline in za slalom. Zelo dobro slalomistka je Anja. Realno tu stopničke so čisto realno stvar v slalomu, ker je zelo dobro. Veleslalom je pa zelo specifična disciplina, ker je treba zelo veliko ložiti dela v njo, treninga in tu je še veliko možnosti za napredek. V vseh disciplinah je še možnost za napredek, ampak pravim, super veleslalom in pa slalom so discipline, ki so bile zrele, vse 3 za medalje. Hvala, jaz sem imela še eno vprašanje, da se razteljamo. Hvala, če bo še tudi. Lahko potem individualno, če vam je lažje. Ja, mislim, da nas je žive. Ok, hvala za tole.
vprašanje prve vrsti? Ja, jaz, Emil Lukančič, Morit, tiskovna agencija Morit. Inner Krem, sicer avstrijsko smučišče, kjer ni znano po najbolj vrhunskih organizacijskih tekmovanjih, vendar to vrstna tekmovanja v Inner Kremsu poteka, pa me zanima vaša ocena, kakšna je bila organizacija v Inner Kremsu in kako ste nameščeni bili, kakšen je bil pristop gostiteljev in če so bile kakšne težave oziroma kaj bi pohvalili. Kjergakoli. Nameščeni, kar se tiče hotela, ki smo bili nameščeni, to je bilo čisto zraven smučišča, bilo je super, vsega smo imeli dovolj, blizu je bilo samih prizorišč, tako da to nimamo kaj reči. Kar se pa tiče same organizacije, se pa moramo zavedati, da svetovno prvenstvo je bilo planirano najprej v Estonu v Ameriki, so Američani odpovedali in potem so uskočili noter Avstrijci. Tako da zdaj primerjam z olimpijskimi igrami gluhih v Rusiji, ko so bile, je bila organizacija dosti na nižjem nivoju. Ampak se pravi, so nam tudi povedali, zakaj, ker je bilo zelo malo časa se pripraviti. Drugače pa, da bi bile pa kakšni problemi, vse je potekalo brezhibno. Bili so manjši zapleti mogoče na tekmah, ampak nič kaj, kar bi tekmovalci čutili. Tako da jaz mislim, da je bilo dobro. Vprašanje prvi za druge vrste? Če ni? Evo. Najprej bi za predsednika gospoda Lazara, jaz sem prebral več uvodnik, kjer sem napisal, da je skrajni čas, da nehamo delati razlike med športniki invalidi in običajnimi športniki, ker tudi športniki invalidi postajajo vrhunski. Žal pa mediji zelo malo posvečajo pozornosti proinvalidskim športom. Ste vi v tej smeri za kaj ukrep? Ja, hvala za vprašanje. V bistvu, ja, jaz sem načeloma, prosil sem povedati, kot da ne, sem prav zato, pa tukaj so v bistvu moji niti da v bistvu se jemlje športniki in vidi, da so nekako po športnih dosežkih. Se pravi, če športnik bi bil neuspešen, sem enostavno povedal, pričakovanja so ga večja, bil si neuspešen, kakorkoli smer se pa v bistvu poskuša nekako, te invalidce je dobro, se je pač to pač je. Verjetno pa veliko se nas nekako povezuje z nekimi socialnimi zgodbami, ker vsak od nas ima neko socialno zgodbo, pač da je tam, kjer je, ali pa da je na tej strani, kjer je. Ampak ne glede na vse to. Predvsem mi želimo se vključevati v športne medije, se pravi v rubrike športa, ne pa v bistvu v socialne medije, v smislu, da se fokusira samo na kak te socialne zgodbe. Zato so bolj v bistvu, bomo rekel, primerne te invalidske organizacije, ki imajo znotri te socialne programe, mi socialnih programov nimamo, imamo športne programe in od nas, od naših športnikov se pričakuje športne rezultati in v bistvu enakost prav možnosti našim športnikom, da dosežejo in da razvijajo se vrhunske športnike. To je v bistvu osnova tega tekma. Jaz mislim, v bistvu, jaz sem optimist, mislim, da grejo stvari lepo naprej, da se stvar razvija po nekako, bomo rekel, po nekih planih, ali bi pa rekel, po nekako pričakovanjih. Je pa dejstvo za to, da mora biti tudi družba nekako zrela s tem, da to sprejme in da to nekako razume. Ampak jaz sem resno optimist in mislim, da so stvari gredo naprej. V bistvu ne vidim, da tega stvari držati. Ob tej priliki bi se rad zahvalil kolegu Dragotu, ki neverjetno marljivo skrbi in nas obvešča novinarje o vseh rezultatih športnikov invalidov, tako smo zvedeli tudi. Torej, za Anijo bolj malo preko medijev, čeprav mislim, da je to več tak vrhunski rezultat, kot ga dosegajo naši smučarski asi. Opažam pa nekaj in zdaj bomo vprašanje za očeta od Anije. Vi ste nekako družinska firma, kot delka štukac. Oče vključen, mama vključena, hčerka. Ja, tem športu drugače je, da bi mi imeli Anje tudi nekje v klubu, da bi kje, kot je prej povedala, še kluba nimamo. Isto, to se praktično je vse na družini klub, pa nas, jaz sem v službo, žena doma,
brez tega bi se potrebili. Tudi zdaj, ko smo poglavili na tem svetovnem prvenstvu gluhih, kjer so zadnji starši, tam so zgodbe. Ste tudi pri drugih tekmovalcih opazili, da morajo starši glavno vlogo? Ja, če pogledam Hrvatica, Čehnjo, starši, Avstrijci, so starši zadaj, ampak support, ko se pa pogovarjaš, imajo pa kar, seveda so to večje države, imajo pa bistveno drugačno. Zdaj so zadaj povedali, da se tam nekaj da so nekaj zgodilo. Je pa res tu delaš, pravzaprav ta rezultat, ki ga je Anja naredila, res gre tudi zahvala tema trenerima, ki ste spremljali Rok in Drago. In pa res praktično vsak evro je bil s pridom izkoriščen, ker druge ekipe imajo bistveno večji budžet in bistveno več vlagajo, tako da res tam je vse čestitke. Ja, res tukaj, če ni doživel ta zdaj. Kakšno vlogo ima mama? Ja, mama smeka, da menedžira ona vse. Ona skrbi za finance, jaz sem samo še vesela. Vse ostale ljudi pa gledam. Mama je tukaj. En aplauz za mamo.